Živijo YouTuberji. Podpiram prijateljstvo med bivšimi, ampak se zavedam, da to ne more delovati. Zakaj? Vem, da zdaj bedno zgleda, ker sam sebe sprašujem vprašanja, ampak je pomembno zaradi nadaljevanja tega vloga. Obstajata dva različna tipa ljudi. Dobri ljudi in slabi ljudi. Dobri ljudi ne krožijo naokrog in šaltarijo druge punce, medtem ko imajo radi svoje punce, ampak so pridni. Medtem ko slabi ljudi imajo radi svoje punce, ampak vmes še šaltarijo druge punce in se zabavajo s temi puncami, ki so prav tako slabe, ker sodelujejo pri vsem tem. Razen, če se ne zavedajo ozadja osebe, s katero mutijo, seksajo, žgejo se, žganje. Razen, če seveda te punce ne poznajo ozadja te osebe, s katero mutijo oziroma seksajo, v tem primeru so dobre. Do trenutka, ko mutijo, medtem ko se zavedajo, da je ta oseba v zvezi. Jesus fucking Christ, kako sem zdaj zabluzil. Skratka, ko se par prijateljsko razide, je vse v rožah in cvetovih, dokler eden od njiju ni spet v zvezi. Na to prijateljstvu namreč lahko rečeš adijo, ker ti trenutna punca ne bo dovolila prijateljstva z bivšo punco. Večinoma. Po statistiki sodeč, ki sem jo jaz naredil, ki jo nisem, lažem, ampak je večinoma tako, da punca tega ne dovoli. In obratno, po vsej verjetnosti enako velja kontra, rečeš ok, in se ljubita, dokler se spet prijateljsko ne razideta. V tem trenutku se lahko pogovarjaš z bivšo in predbivšo. A je to sploh beseda? Predbivša. Vsaj dokler ne pride nova punca, ker takrat je konec prijateljstva z bivšo in predbivšo, ker hočeš nočeš pa ta trenutna punca zvedla za to bivšo in predbivšo. So pa manjše šanse, da izve za tvojo predbivšo, kar pomeni, da vseeno obstaja šansa, da se združiš s to predbivšo, dokler ti trenutna ne postane bivša in se kar naenkrat hoče združiti s tabo, kajti to je vse skupaj po novem normalno. In dobiš novo punco. V tem trenutku imaš 3 bivše in eno sedanjo punco, kar pomeni, da imaš visoke šanse, da se lahko družiš s pred bivšo, saj je ta že globoko zakopana v preteklosti. Če se pa hočeš družiti v prihodnosti s trenutno punco, ki bo postala bivša, moraš imeti še vsaj 2 novi punci, s katerimi boš prekinil, da je ta sedanja lahko globoko zakopana v preteklosti, da se lahko družiš normalno z njo. Saj trenutna punca, ki je že čisto nova, ne bo zvedla za njo, oziroma so majhne šanse. V tem trenutku se s pred bivšo punco sploh več ne vidiš, niti ne slišiš, razen da tu pa tam odpreš kakšne njene stare maile in masturbiraš na nage fotke. Ampak to pomeni, da boš pol šel na slabo stran ljudi. Razen, če boš tiho in nobenemu tega ne boš povedal. Vse to velja tudi za punce. Govorim v moškem spodu, ker mi je lažje, saj sem sam moški. Se vidimo v naslednjem vlogu, ki bo čez 160 let.